Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, pozdravljeni. Sem Marija Gromova, živim v Moskvi in pišem disertacijo o naslonkah v slovenskih narečjih. Da bi skupaj ugotovili, kaj je tam zanimivega, se najprej spomnimo naslonskega niza v sodobni knjižni slovenščini. Poglejmo to tabelo. Če se spomnite tabele naslonskega niza iz slovenske slovnice Jožeta Toporišiča, lahko opazite, da je moja tabela manjša. Ona vsebuje le tako imenovane stavčne naslonke, glagolske in zaimenske. Toporišič pa vključi v svojo tabelo členke in veznik da, ki spadajo med preproste naslonke. V moji tabeli jih ni. Nisem pozabila na nje, le ne moram jih obravnavati skupaj s stavčnimi naslonkami, ker se držijo drugačnih pravil. Torej, poglejmo tabelo še enkrat. Najprej grejo glagolske naslonke. Sedanjiške oblike glagola biti, z izjemo oblike tretje osebe ednine in pogojniška naslonka bi, enaka za vse pogojniške oblike, za razliko recimo od srbščine. Potem grejo zaimenske naslonke, v določenem redu, ki nas zdaj ne zanima. In na koncu niza so spet glagolske naslonke, ampak že druge. To so prihodniške oblike glagola biti in tretje osebe ednine sedanjika. Če na to gledamo kot na sistem, je očitno, da je to kodificirana prehodna stopnja nekega procesa. Katerega pa? Za arhaični slovanski naslonski niz, ki ga lahko opazimo v spomenikih starocerkvene slovanščine, staroruščine in starosrbščine, je značilen položaj vseh glagolskih naslonk po zaimenskih, to je na koncu naslonskega niza. To je posledica tega, da so se oblike glagola biti kot nove naslonke pridružile nizu z desne strani. Vendar se glagolske naslonke trudijo premakniti levo, to je na začetek naslonskega niza. In ta težnja se uresničuje v vseh južnoslovanskih jezikih. V sodobni knjižni slovenščini je kodificirana prehodna stopnja tega procesa, na kateri se je uspelo premakniti pogojniški naslonki bi in vsem oblikam sedanjika glagola biti z izjemo oblike tretje osebe ednine. Vendar pa je v slovenskih narečjih mogoče opaziti še druge stopnje, od bolj arhaičnih do bolj inovativnih. Torej bomo pogledali 4 pojave slovenskega narečnega besednega reda. 2 izmed njih sta arhaična, to sta pogojniška naslonka bi in sedanjiška oblika glagola biti na koncu naslonskega niza, naslonke, ki zamujijo, in druga 2 sta inovativna. To sta tretje osebe ednine sedanjika in prehodniška oblika glagola biti na začetku niza. Torej, v teh narečjih je naslonski niz bolj dosleden kot v sodobni knjižni slovenščini. Vsak pojav bom ilustrirala s karto. Kakšne karte so to? Kot prilogo za svojo disertacijo sem naredila atlas slovenskih naslonk v obsegu 37 kart. Kot vidite, za podlago sem uporabila karto slovenskega lingvističnega atlasa, ampak mreža je popolnoma moja. V bistvu nobene mreže ni. Sem analizirala in kartografirala slovensko narečno gradivo, od kjerkoli sem ga lahko našla. Seveda sem imela svoje kriterije. Sem vzela le prozna, neprirejena besedila od zadnjih 70 let, katerih skladensko pravilnost so potrdili slovenski jezikoslovci. V mojem atlasu so 288 točk, ki pokrivajo 452 naselij slovenskega jezikovnega prostora. Tretjino naselij sem združila, da bi se karta lahko brala. Predlagam, da začnemo z inovativnimi pojavi. Z dviganjem prihodniških naslonk na začetek niza ste se že večkrat srečali v splošno pogovornem, knjižno pogovornem jeziku, ljubljanski mestni govorici, mogoče tudi v sodobni književnosti. Bom te poklicala, namesto te bom poklicala. Kdaj in kje se je to začelo? Leta 1891 je Matija Murko omenil dviganje prihodniških naslonk kot izrazito vzhodno slovensko značilnost. In ga je pojasnil iz prozodičnih razlogov. Kaj to pomeni? Veste, da so na vzhodu prihodniške naslonke nastajale zanimivo. Medtem ko so v osrednjih slovenskih narečjih izgubile drugi zlog, so v vzhodnih narečjih izgubile prvi. Nekatere so se tako reducirale, da so popolnoma izgubile vokalni element. In zaradi te prozodične lahkotnosti so se razmeroma zgodaj dvignile na začetek niza. Kaj pa ostali jezikovni prostor? Poglejmo koroško besedilo sredine 18. stoletja, duhovno brambo. Tam se prihodniška naslonka pojavi ob zaimenski 3-krat. In v 2 od 3 primerov opazimo, da se ona dviga na začetek niza. Poglejmo karto.
Na vzhodu sem ločila splošno črto visokofrekvenčni areal. Ta je del velikega razpršenega areala, ki zajema vsa severovzhodna slovenska narečja in klinasto vdira v dolenjsko narečje. Žarišče pa je v 3 narečjih panonske skupine. Bolj kot greš proti zahodu, nižja je frekvenca. In nenadoma se je na zahodni meji v Italiji močno povečala frekvenca. To sta zilsko in rezijansko narečji. Seveda se spomnite, da sta se do 17. stoletja razvijali skupaj. Kot vidite, je njuno nekdanje razmerje mogoče izslediti na sintaktični ravni. Profesor Štekli pravi, da je tak položaj prihodniške naslonke v nizu v rezijanskem narečju vpliv furlanščine. Kaj pa v zilskem? Kaj pa v ostalih primorskih narečjih, kjer je tudi stikovna cona s furlanščino, prihodniška naslonka pa ne gre na začetek niza? Na jugozahodu pa najdemo stranski areal, kjer poleg navadne splošno slovenske oblike prihodnika obstaja tudi prihodnik, ki nam je znan iz drugih južnoslovanskih jezikov s pomožnim glagolom ču, češ, če. Ta če stoji na začetku naslonskega niza, kot v sosednji hrvaščini. Mislim, da tudi naslonke v navadnem slovenskem prihodniku dvignejo na začetek niza pod vplivom teh oblik. Poleg tega so še 3 točkovi areali v gorenjskem delu Ljubljane, v cerkljanskem in notranjskem narečju, katerih pojav ne znam razložiti. Kot vidimo, so v vseh 3 velikih arealih povsem različni dejavniki. Prozodični na vzhodu, vpliv furlanščine na zahodu in nalika na jugozahodu. Širi pa se le ta največji, vzhodni. Drugi inovativni pojav, dviganje naslonke 3. osebe ednine sedanjika na začetek niza, najdemo skoraj v vseh slovenskih narečjih, vendar njegova nizka pogostnost ne dopušča govoriti o sistemskosti. Na severovzhodu sta 2 majhna strnjena areala z visoko frekvenco tega pojava. Prvi v koroški narečni skupini obsega zilsko narečje v Kanalski dolini in njegovo krajinsko-gorsko podnarečje. Drugi areal vsebuje rezijansko narečje in najbližje točka sosednjega obsoškega narečja. Kot vidite, to združuje zilsko narečje z rezijanskimi govori, ki so bili prvotno tudi del koroške narečne ploskve in so najbolj sorodni z zilskimi govori. Zdaj pa arhaična pojava. Odsotnost splošno slovenskega dviganja na začetek niza sedaniških naslonk, razen 3. osebe ednine, je značilnost primorskih narečij. Razpršeni areal tega pojava obsega tersko, notranjsko, kraško in briško narečje ter pokriva cerkljansko narečje sosednje ravtrske narečne skupine. Pojav je najpogostejši v najzahodnejšem delu te skupine v terskem narečju. Na vzhodu pa najdemo 3 oddaljene mikroareale, kjer je pojav opažen sporadično. V prleškem narečju, v sevniško-krškem govoru posavskega narečja in kozjaškem podnarečju južno-pohorskega narečja. Mlada naslonka bi se je skoraj povsod dvignila na začetek naslonskega niza. Arhaični položaj bi na koncu niza je najpogostejši v primorski narečni skupini. Drugi, razpršeni areal na meji koroške in štajerske narečne skupine vsebuje zgornje savinsko narečje s solčavskim podnarečjem in njemu najbližje točko obilskega narečja koroške narečne skupine. Areal se klinasto razteza v mežiško in podjunsko narečje. Obstajajo tudi številni posamezni mikroareali. Kot vidimo, sta arhaična pojava najbolj ohranjena v primorskih narečjih, vendar se primorska areala obeh pojavov ne ujemata. Zdi se logično, da se inovativni in arhaični pojave besednega reda ne bi smeli pojavljati na istem ozemlju. Recimo v panonskih narečjih skoraj ni primerov arhaičnega položaja naslonke bi, ker je tam žarišče dviganja prihodniških naslonk, inovativni pojav. Edina izjema je haloški mikroareal z enim samim primerom, a haloško narečje ni del imenovanega žarišča. Vendar preprosta logika v slovenskih narečjih ne deluje povsod. Kompleksna kombinacija dejavnikov vodi na primer do tega, da v istih točkah na jugu notranjskega narečja najdemo tako obe inovaciji kot oba arhaična pojava. Hvala!